Spoštovani učenci, dijaki in mentori. Dobrodošli v veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice, kjer bomo danes odprli razstavo z naslovom Preteklost v sedanjosti v organizaciji Šolskega centra Slovenske Konjice Zreče. V glasbeni del današnjega programa nas je popeljala Tjaša Padežnik. Hvala ji za ta čudovit glasbeni uvod. Tako da še en aplavz. Seveda pa nas veseli, da je z nami danes tudi župan občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek, ki ga prav lepo pozdravljam. Z nami pa je tudi ravnateljica Šolskega centra Slovenske Konjice Zreče, gospa Jasmina Michelak-Zupančič. Ki jo pozdravljamo prav tako in pa ji v nadaljevanju kar predajam besedo. Povedala nam bo vse o razstavi, na tečaju, skratka, izvolite, beseda je vaša. En prisrčni pozdrav, pravzaprav v takem številu danes, ko se vse dogaja na najmlade, pa hkrati pod eni lepih priložnosti za zaključko vašega likovnega ustvarjanja. Jaz bi najprej želela v imenu Šolskega centra se zahvaliti vsakemu, ki ste prispevali pri tej razstavi, vendar ne mogoče v začetku nekaj pomembnih podatkov. Glede na to, da vse poteka v znamenju 850-letnice Žižke kartuzije, praktično že celotno šolsko leto, smo na nek način v gimnaziji Slovenske Konjice na celotnem šolskem centru začeli lansko letem razmišljati, da pa letošnjo šolsko leto zaključujemo na nekoliko drugačen način, tudi skozi risano besedo. Na našo povabilo za sodelovanje v natečaju Preteklost v sedanjosti se je odzvalo v resnici že kar 7 naših osnovnih šol iz našega okoliša. Osnovna šola v Dravinji, za mentorico Naglo Hrovat, osnovno šolo Roče pod vodstvom mentorice Vlasti Zorc, osnovno šolo pod Goro, mentorica Andreje Malce Mir Žimen, osnovno šolo Zreče z gospodom Milanom Lamovicem pod vodstvom, osnovno šolo Dramlje, mentorico Špela Kotnik in osnovno šolo Antona Bezniška Karpolovo pod vodstvom mentorice Marine Mišljaj. Že v uvodu hvala za vse te vaše prispevke in sodelovanje na natečaju. A v svojih delih so učenci namreč upodabljali motive Žičke kartuzije, inicialk na različnih formatih. Likovna dela so izdelovali pri pouku likovne vzgoje pri njihovih lastnih šolah. Vsa dela so bila pregledana in seveda tudi ocenjevana z strani komisije. Zdaj pa tisti bolj resni del. Ocenjevalno komisijo običajno sestavljajo tisti, ki na nek način sodelujejo aktivno in tudi vedo kaj več. Ocenjevalno komisijo se sestavljali gospodarka Šalamon, gospa Heda Vidmar Šalamon in obema prav prijetni pozdrav, ker sta danes tukaj z nama. Oba priznana umetnika in jaz moram reči, da v splošnem delu zelo močno sodelujeta oziroma sta kreirala zunanja podobo, tudi grafike strani gimnazije Slovenske Konjice, katera dela so še danes prisotna na gimnaziji. Sodelovala pa je pri ocenjevanju komisije pri nas profesorica likovne pedagogike Doroteja Rušnik-Stramšak, tudi skrbnica umetnostne podobe celotnega Šolskega centra Slovenske Konjice Zreče. Delo ni bilo enostavno, saj so učenci izvirno likovno izražali. Prav tako se je ocenjevalna postavitev kompozicije, čistost izdelka, sporočilnost in njihova ustvarjalnost. Komisija se je odločila, da bo za pohvalo za likovno izraznost dobilo 10 učencev za motiv Žičke kartuzije in pa 10 učencev, ki so ustvarjali inicialke. Za vse pohvale iskrena zahvala in pa sodelovanje na likovnem natečaju. Vsi izdelki, ki so bili namreč poslani, so razstavljeni in vabijo na ogled pravzaprav vse vas. Ampak ne samo danes, ampak tudi v prihodnje. Konjiški osnovnošolci in gimnazijci so ob uspešnem zaključku prejeli pozornost za svoje dosežke na različnih področjih.
V okviru Konjiških dni je potekala prireditev Najmladi v organizaciji Centra za kulturne prireditve in Občine Slovenske Konjice. Najprej je zbrane nagovoril Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice, ki je učencem in učenkam, ki so vseh 9 let dosegli odličen uspeh, podelil posebna priznanja županove petice. Spoštovane gospe ravnateljice osnovnih šol, direktorica Šolskega centra Slovenske Konjice Zreče, ravnatelj gimnazije, dragi mladi prijatelji. Iz tega mesta po dvorani je izjemno lep pogled in občutek, ko človek vidi polno dvorano mladih ljudi, ki se ponašajo z dodatkom najmladi. To ste ljudje oziroma mladi, ki ste v dosedanjem šolanju pokazali izjemno zanimanje, željo po znanju in tudi vztrajnost, da ste dosegli te uspehe, ki ste jih do sedaj v svojem kratkem življenju dosegli in s katerimi se lahko upravičeno ponašate. Zavedate se, da je za vašo bodočnost in tudi za družbo kot celoto, za lokalno skupnost, ne nazadnje tudi za celotno državo, silno pomembno, da imamo visok nivo znanja. Kajti le to je garancija, da bo šlo življenje naprej in da bodo življenjski pogoji lažji. Če samo pogledamo 50 let nazaj, 50 let pred nami, kjer smo danes, kakšni so bili življenjski pogoji? Če vprašate stare starše, bodo rekli, avtomobili so bili silno redki, telefona nismo imeli, ogrevali smo se na drva ali na kakšen premog, glavno prometno sredstvo pa je bil vlak na paro. In od tod naprej pogledamo v zelo kratkem času, v relativno kratkem času, kako so se življenjski pogoji izboljšali samo na račun znanja. Na osnovi znanja je napredek in življenje postaja čisto drugačno. In samo vprašajte se, kaj pomeni računalnik, internet za današnje komuniciranje in ne nazadnje, marsikdo si niti ne zna predstavljati, da bi šel doma v peči zakuriti na premog. Vse to je omogočilo znanje. In izjemno sem vesel, da imamo toliko mladih, ki bodo to znanje nadgrajevali, razvijali, zato, da bo nam vsem skupaj lažje. Iskrene čestitke za dosežene uspehe, za željo, da vztrajate na začrtani poti, da nadgrajujete svoje znanje, kajti le tako boste nekoč pripomogli k razvoju naše lokalne skupnosti in tudi naše države. Iskrena hvala vodstvom šol, vašim učiteljem, mentorjem in tudi vašim staršem, da vam omogočajo, da širite svoje obzorje. Iskrene čestitke in vse dobro v našem nadaljnjem življenju. Letos je odličnjakov iz vseh konjiških šol bilo skupaj kar 44. Sledile so podelitve pohval in nagrad za najvišje dosežke na področju športa, glasbe, kulture, šolskega znanja in na področju šolskih raziskovalnih nalog. Prireditev so dodatno popestrili učenci osnovne šole Podgoro in glasbene šole s predstavo z Mary Poppins po Evropi pod dežnikom z roko v roki. Zgodba o nenavadni varuški, ki bi si jo za družabnico želel imeti skorajda vsak otrok, in dejstvo, da v njeni družbi ni nobena čarovnija neuresničljiva, nosi rdečo nit, nemogoče jo je bilo ne imeti rad. I shall say, what is going on here? Stop fighting and pick up the pillows. There's no need to shout, young lady. I beg your pardon. Who are you? Mary Poppins, and I would appreciate it if we started tidying your room. Poglej, kako veliko torbo ima. Se nam lahko oba slačimo tu. Kaj sploh hoče v naju? Da pospraviva sobo. Kaj? Da pospraviva sobo. Supercalifragilisticexpialidocious.
izmed mladih je naj na svoj način. Vsak se lahko pohvali z dosežki, ki ga delajo človeka v pravem pomenu besede. Vsak se je svojim delom in trudom z zlatimi črtami zapisal v zgodovino svoje šole in domačega mesta in mnogi bodo v prihodnosti tudi pomagali se ustvarjati lepši jutri doma ali kje drugje.